Filipinska vlada načrtuje posodobitev voznega parka s sodobnejšimi in okolju prijaznejšimi modeli. Ti džipi so podobni nekakšnim minibusom. Do leta 2020 je v načrtu, da bodo 180 tisoč džipov v državi zamenjali z novimi, ki bodo imeli motorje skladne z evropskimi standardi za emisije in bodo celo na električni pogon. Pred kratkim so predstavili 16 prototipov, ki jih bomo lahko kmalu videli na cestah v mestnih središčih. Vozila bodo stala okrog 35 tisoč ameriških dolarjev, ki si jih bo mogoče sposoditi po ugodnih kreditih od vlade. Nekateri so nasprotovali zamenjavi voznega parka z dejstvom, da ljudje, ki povprečju zaslužijo na dan 20 dolarjev, tega posojila preprosto ne morejo odplačevati. Policija se je na ulicah glavnega mesta Čila v Santiagu spopadla s študentskimi protestniki, ki so se udeležili demonstracij proti seksizmu, spolnemu zlorabljanju in nadlegovanju. Oblasti demonstracij niso odobrile. Člani študentskih svetov pa so zahtevali stroge protokole in predpise proti spolnemu nadlegovanju in diskriminaciji. Protestniki so prižgali bakle. Policisti so množico razgnali z vodnimi topovi. Nekaj ljudi so aretirali. Prebivalci Los Angelesa trpijo pod vročinskim valom, saj v južni Kaliforniji pustoši suhi puščavski veter, ki povečuje nevarnost požarov. Oblasti in ljudje so v skrbeh, da bi lahko prišlo do požarov, ki so v začetku meseca pustošili na severnem delu države. Temperature v mestu dosegajo 40 stopinj Celzija. Ameriški senat je odobril nov krog pomoči za popravo škode, ki so jih povzročili orkani in požari v Puerto Riku. Vojaške sile so pomagale očistiti ceste, kar pomeni, da so lahko sedaj hrano, zdravila in ostalo pomoč dostavili tako po zraku kot po cestah. Po divjanju orkana obnavljajo tudi električno omrežje, ki je bilo močno poškodovano.